Tako, tu je nova epizoda Sport Info NBA podcasta, tokrat playoff edicija. Govorila bo z Blažem Živo, pozdravljen. Zdravo, Matej. Pozdravljen, Živo. Govorila bo o končnici v NBA ligi, ki je že v polnem razmahu. Nahajamo se tik pred začetkom velikega finala, v katerem bosta seveda pričakovano nastopili dve moštvi, za kateri smo vsi že pred samim začetkom končnice pričakovali, da bosta tam tudi nastopili. Vendar nekaj več, mislim, da si lahko vzamejo nekaj časa in bo nekaj več povedala o samem poteku končnice, o kakšnih morebitnih presenečenjih, čeprav Blaž, dosti jih ni bilo. Ne, bolj malo, res. Tako morava priznati, mislim, da se strinjava oba, da je letošnja končnica malce nažalost bolj dolgočasna, morda od nekaterih pričakovanj, vendar o tem malce več kasneje. O tem bova, torej v sami končnici bova spregovorila nekaj besed. Nekaj besed tudi o LeBronu in tukaj bova pod drobnogled vzela eno topiko temo, ki bo morda razburila kakšne naše poslušalce. Malce bova podrezala v tisto osje gnezdo, ki mu rečemo primerjava med LeBronom in Jordanom. Namreč dominacija LeBrona v letošnji končnici je že spet v oči bodeča. Ne vem, kako lahko bi uporabili ogromno presežnikov za LeBronovo igro, ki, tako kot smo tudi tukaj pričakovali, seveda dvigne svojo igro v končnici za nekaj razredov in potrdi tisto, kar morda nekateri med rednim delom NBA sezone pozabijo, namreč to, da je LeBron še vedno z naskokom najboljši igralec v NBA ligi. In zakaj bi morda, o tem bo nekaj besed spregovorila, zakaj bi morda lahko začeli, lahko odprli ponovno topiko temo, ki je morda bila že zaključena, po mnenju nekaterih, namreč kdo je najboljši igralec vseh časov, ali LeBron še lahko naskoči ta prestol najboljšega igralca vseh časov, ki brez dvoma še vedno pripada Michaelu Jordanu. Ampak, ko sva govorila malce pred snemanjem tega podcasta o nekih argumentih, ki se zdaj začenjajo zopet izpostavljajo se in namreč, ki jih lahko zopet uporabimo, se lahko ta debata morda začne. Zakaj? O tem bova povedala in če se seveda ne boste strinjali z nama, nam lahko to seveda tudi poveste v komentarjih, vendar o tem več kasneje. Še nekaj besed bova tudi spregovorila o All-NBA peterkah, torej o treh najboljših peterkah NBA lige, ki so bile razglašene pred parimi dnevi. To je pa tisto glavno, o katerem bova danes pregovorila, zato da ne bova izgubljala besed. Kratko in sladko, najini poslušalci ponovadi pokritizirajo, če so predolge, zato da ne bova izgubljala časa, seveda kratka pavzica in začneva z pregledom letošnje končnice. Torej, Blaž, rekla so, da bova začela z končnico NBA lige oziroma potek dogajanja v končnici v obeh konferencah. In kot sem že nakazal, omenil, kot sva se oba strinjala že pred samim snemanjem podcasta, končnica letos spremljamo eno izmed bolj dolgočasnih končnic v zadnjem obdobju, več ali manj pričakovani rezultati, tekme, ki so skorajda po pravilu odločene že precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom, tudi v tistih serijah, recimo, ki so bile malce bolj izenačene, recimo serija med Bostonom in Washingtonom, kjer je odločala na koncu 7. tekma, so pravzaprav vse tekme z izjemo ene tekme, na kateri se je igral podaljšek, ampak vse ostale tekme so bile, ali je Washington premočno zmagal, ali pa je Boston premočno zmagal. V obeh primerih moštvi že zgodaj povedli z visoko dvoštevilčno razliko in prednost držali do konca. Tako da tudi tiste tekme, ki so se igrale recimo na več, na 6 ali 7 tekem, ponovadi po pravilu eno moštvo bilo precej bolj dominantno na posameznih tekmah kot drugo. Tako da dejansko težko izpostavimo kakšno serijo kot posebej zanimivo, seveda. O tem bova tudi nekaj besed spregovorila. Dominanca Golden Statea na zahodu in Clevelanda na vzhodu meljeta na poti do finala, zraven jim pomagajo še poškodbe v postavah nasprotnikov.
Tako da praktično brez kakršnekoli konkurence ali resnega upora sedaj pač obe moštvi hodita na poti, tako korakata na poti do velikega finala in brez kakršnih koli presenečenj Blaž. Ja, v bistvu jaz povem po pravici, da sem kar res razočaran. Jaz sem upal, da bo kdo imel vzel vsaj kako tekmo. Recimo, pričakoval sem tamle, da bi Toronto lahko Clevelandu kakšno tekmo vzel, ampak tudi tisto se je na koncu izkazalo, da je bilo samo enosmerni promet. Recimo v bistvu še edina, v bistvu najbolj zanimiva serija, vsaj meni osebno, je bila v prvem krogu med Bostonom in Chicagom, kjer je Chicago že z 2-0 povedal. Potem je pa Rondo staknil tisti zlom prsta in ko so ostali brez organizatorja igre, je Boston serijo spreobrnil. In jaz si upam trditi, da če se Rondo takrat ne bi poškodoval, da bi Chicago napredoval v naslednji krog. Pravzaprav se strinjam s tabo in zanimivo je, da midva sva že pred samim začetkom končnice, ko so snemali tisti podcast o napovedi prvega kroga in nekako poskušala sem malce napovedati možne rezultate posamičnih serij. Dejansko so se oba strinjala, da Boston je randljiv, kljub temu, da Chicago ni bil prepričljiv, ni prepričal v rednem delu sezone. Pravzaprav na vzhodu nobeno izmed moštev ni recimo se ni zdelo, da bi lahko resno ogrozilo Cleveland, tako kot na zahodu. Na zahodu je recimo vseeno San Antonio kazal neko možnost, kazal malce več možnosti, vsaj jaz sem pred samim začetkom končnice predvideval, da ima več možnosti recimo na zahodu San Antonio, da vzame kakšno tekmo, ne da zmaga, da premaga Golden State, ampak da vzame kakšno tekmo morda v seriji Golden Stateu. Na Clevelandu sem pa pravzaprav, na vzhodu sem pa pravzaprav pričakoval premoč Clevelanda. In dejansko, morda ja, kot si dejal, ta serija Boston-Chicago je bila odločena po poškodbi Ronda. Rondo je dejansko na prvih 2 tekmah tiste serije priredil morda pravo lekcijo Isaiah Thomasu, ki je odlično tudi v končnici letos recimo potrdil, da je odličen napadalni igralec, da je rojeni strelec, strelec z izjemnim občutkom za koš v prodoru in zameti z razdalje in kljub svoji miniaturni višini, ki je tam malce višji kot 170, sicer uradno je tam blizu 180, tam nekje 178, vendar pravijo tisti, ki so stali zraven njega in so govorili z njim, da je tam malce višji kot 170 cm dejansko. In kljub tej svoji miniaturni višini je odličen napadalni igralec, vendar v obrambi tega se ne da skriti, oziroma pravzaprav ravno dilema Bostona je na vsaki tekmi, kako skriti Thomasa, na katerem igralcu ga lahko skrijemo. Rotacije je potrebno prirediti njemu, ko je on v igri, ga je potrebno obkrožiti z obrambnimi igralci na zunanjih položajih, ki pokrivajo potem njegove oziroma mu pomagajo v obrambi. Zaradi tega je to seveda eden izmed teh razlogov, zaradi katerega seveda Boston še vedno potrebuje morda še vsaj 2 ali pa vsaj še enega igralca, se pravi prvo in drugo opcijo, tako da je potem Thomas tretja opcija. Govorimo o Bostonu kot šampionski ekipi oziroma potencialni ekipi, ki bi potencialno lahko premagala Cleveland. Zato potrebujejo še enega ali 2, ravno tista 2 igralca, ki sta se največ omenjala v povezavi z Bostonom. In zdaj bi lahko seveda govorila tudi o sami draft loteriji in letošnjem draftu, namreč Boston bo prvi izbiral na letošnjem draftu. Boston je torej ekipa, ki ima odlično prihodnost na vzhodu, njihova prihodnost je svetla, imajo sladke skrbi, zdaj letos bodo preko drafta lahko pripeljali enega izmed izjemnih organizatorjev, ki bodo na voljo, vendar to pa seveda obenem pomeni tudi dodatno dilemo, to so te sladke skrbi, kaj bodo zdaj s Thomasom naredili. Mislim, da je letošnja končnica pokazala, da Boston sedaj, ko igra finale s Clevelandom, njihova nemoč je jasna, sedaj se je poškodoval še Thomas, tako da zadnje tekme ne bo odigral, vse je že jasno, Cleveland bo v finalu, tukaj ni nobenih dvomov več. Mislim, da je tudi jasno že, da bodo zmagali 4 tekme, vprašanje je samo razlika
še posebej seveda zdaj, kot sem že omenil, ko Tomasa ni več kaj spoštoval, vendar je že predtem bilo jasno, mislim, da že pred samim finalom zahodne konference bilo jasno, da Tomas vendarle ne more biti prva opcija neke ekipe, ki bi naskakovala pač samo veliko finale oziroma ki bi lahko naskakovala naslov, vendar mora biti druga ali tretja opcija in da sta ravno Butler in Paul George morda dva igralca, ki potrebujejo namreč igralca, ki sta zelo dobro na napadu, lahko razbremenita, namreč Boston potrebuje še eno dobro dodatno napadalno opcijo, vendar kar je morda še bolj pomembno, sta tudi zelo dobra v obrambi in lahko potem še dodatno ukrepita pač obrambo, ker to je namreč ta dilema, vedno je potrebno Tomasa nekako skriti v obrambi oziroma mu pomagati v obrambi, ker drugače to, pravzaprav taktika v prvem krogu, če ravno to, ko so začela s Chicagom, da ne bom zgubljal besed, ampak zaradi tega sem začel s tem malce daljšim monologom, kot je meni že v navadi, zaradi tega, ker si omenil pač Ronda. Rondo je ravno izkoristil to, da ga je pokrival Tomas v prvem krogu, na prvih dveh tekmah prvega kroga, odlično to izkoristil v prodoru, bil praktično nezaustavljiv v postu pod košem in ravno to je potem bil recept tudi za naprej pri Washingtonu, da so namreč poskušali pod koš igrati na Tomasa v pick and rollu, vedno igralca, ki ga je pokrival Tomas, vključiti v pick and roll, da dobijo potem pač menjavo, da ball handlerja oziroma tistega, ki rokuje žogo, prevzame Tomas in da potem ta mismatch izkoristijo in skoraj da vedno pač so šli pod koš, čeprav niso dovolj dobro tega izkoristili in ravno to je potem pokopalo Washington, ne njihov napad, ampak njihova obramba. Njihova slaba obramba, namreč na trenutke so pokazali dobro obrambo na Tomasu in na Bostonu, na trenutke slabo, na trenutke so dobro izkoristili pač Tomasovo obrambo na nasprotni strani, ko je bil Washington napad trenutno slabo, vendar mislim, da bi že Chicago v prvem krogu, se strinjam s tabo, zagotovo premagal Boston, če se Rondo ne bi poškodoval. In prve dve tekmi, ko so zmagali na gostovanju v Bostonu, so to več kot potrdile in kontrast med tem, ko je bil Rondo, ker potem je Chicago ostal brez organizatorja. Nobene resne opcije več niso imeli na organizatorju, samo pač igralce, ki verjetno, morda, po vsej verjetnosti sploh ne bodo več dolgo časa v ligi. Tudi Michael Carter Williams, ki je bil celo rookie leta nekaj let nazaj, vendar vsako leto slabši. Ja, točno tako, ne. In pa še finta je v tem, še Chicago je šlo na roko to, da je dejansko Rondo v končnici še nekoliko je dvignil svoj nivo igre glede na redno sezono, ne. In vse to je skupaj v bistvu, na koncu v bistvu smola za Chicago, no, ampak po drugi strani pa mogoče za dolgoročno je mogoče celo boljše, da so izpadli zdaj že v prvem Chicago krogu, je, ker enostavno oni se ne znajo odločiti, da bi šli rebuildat ali ne bi rebuildali, ne, in mislim, da če bi šli tukaj še en korak naprej, ne bi verjetno spet počeli neumnosti. Jaz mislim, da Miami, recimo, če bi se uvrstil v končnico, bi lahko tudi v prvem krogu izločil Boston. Mislim, da bi Miami brez težav lahko, ne brez težav, ampak bi lahko v končnici, na tem vzhodu bi bil konkurenčen in bi lahko ob primernem razpletu okoliščin in če bi bili vsi njihovi igralci zdravi, bi lahko morda, recimo, če bi recimo v prvem krogu igral z Bostonom, premagal Boston in v drugem krogu Washington, recimo Washington so v rednem delu sezone premagali 4-krat. Miami. Premagali so jih celo takrat, ko so v prvem delu sezone igrali, ne vem, 7-8 igralci v postavi in ko so imeli še ogromno težav s poškodbami in so imeli praktično 7-8 zdravih igralcev in praktično brez menjav igrali. Celo takrat so jih premagali, tako da imajo ugoden matchup, dobro se pač posamični igralci lahko primerjajo z njihovimi igralci. Tako da Miami bo verjetno, o njih so že govorila in pač, da ne bo zdaj izgubljala besed tudi v Miamiju, vendar vzhod je zelo neizenačen. Ena izmed moštev, ki ima možnosti, ki ima perspektivo, je Milwaukee. Milwaukee je tudi imel Jabarija Parkerja, ostali so brez Jabarija Parkerja in kljub temu na koncu igrali morda celo, ne morda, na koncu, zaključek sezone so odigrali skoraj da najbolje med vsemi moštvi na vzhodu. Kljub pač poškodbi morda drugega, tretjega najboljšega igralca, vsekakor drugega ali tretjega najboljšega igralca v moštvu, so vseeno pač prišli v končnico in Torontu kar nekaj težav povzročili, celo povedli v seriji
in imeli celo majhne možnosti za morda prvovrstno presenečenje, vendar na koncu je vendarle prevagala tiste večje izkušnje Toronta. Toronto se je ukrepil med prestopnim rokom z Ibako in Takerjem in to je bila tista stvar, ki je na tehtnici prevagala v korist Toronto, njihova boljša obramba in izkušnje, večje izkušnje, vendar potem seveda Toronto in Cleveland v polfinalu konference brez težav, Cleveland tudi preko tega. Tako da Cleveland je še vedno brez konkurence na vzhodu, dokler bo LeBron igral na tem nivoju, ga nihče ne bo moral. Celo tisto Toronto temo smešno, ko sta recimo DeMar DeRozan in Kyle Lowry na koncu jadikovala na tisti končni tiskovni konferenci po 4. porazu. Ja, če bi mi imeli LeBrona, bi pa mi bili v finalu, nekaj v tem stilu je izjavil DeMar DeRozan. In dejansko dominacija LeBrona, o tem bo malce več v drugem delu podcasta še spregovorila, je v oči bodeča. Preprosto igra na nekem svojem razredu, vidiš, da njegovo razumevanje igre, je en ali dva koraka predvsem igralci na parketu. Predvideva tisto, kar je tisti morda največji odraz tistih največjih igralcev, je ravno to, da lahko vnaprej že predvidevajo, kaj bodo njihovi igralci storili. Da dejansko poda že malce prej, preden je igralec na poziciji, igralec v sekundi dobi žogo tam, dejansko vedno sprejema pravilne odločitve, išče mismeče v obrambi nasprotnika, išče luknje v obrambi nasprotnika, ve, kdaj more v prodor, ve, kdaj se mora odločiti za met iz razdalje, če ga prevzame višji igralec, eno stvar stori, če ga prevzame nižji, igra na moč pod koš. Njegova tehnika, že spet, da ne bova zdaj izgubljala besed, ker bova še malce več potem o LeBronu povedala, vendar, kar želim povedati, je s takim LeBronom Cleveland nič ne kaže, da pri 32 letih, da je kakorkoli, lahko bi trdili, da pri 32 letih igra najboljšo košarko v karieri. Če bo igral na tem nivoju, ali pa tudi nekaj slabše, še, mislim, ker resnično je, se pravi, je razred zase v letošnji končnici, preprosto se tega ne da zanikati. Kdorkoli si pogleda njegovo tekmo, njegovo igro, mora priznati mojstrstvo v njegovi igri, ker je preprosto toliko boljši od vseh ostalih igralcev na parketu. In s takim LeBronom bo Cleveland dominanten še nekaj časa. Zaradi tega jaz preprosto ne vidim vse, kar lahko druga moštva, in zaradi tega sem tudi omenil Miami, ker Miami je eno izmed teh ostalih 7 moštev, ki se lahko teoretično vmeša v boj za finale, glede na razpored, v finale na vzhodni konferenci, vendar če bo LeBron zdrav, če bo LeBron, jaz mislim, da bo ostal še nekaj let na tem nivoju, v tem času mislim, da druga moštva nimajo nobenih možnosti, tako samo upajo na morebitno poškodbo LeBrona, in potem seveda, da preko te poškodbe potem morda izkoristijo to poškodbo, da se prebijajo v finale. Vendar potem jih pa na zahodu čaka drugo moštvo, ki je za razred 2, 3, 4 boljše od vseh moštev na vzhodu. Zaradi tega edina možnost v tem obdobju NBA lige, ki jo zdaj spremljamo, da pač se v neki sezoni, da se na čudežen način pač poškoduje recimo pri Golden Stateu Durant in še Curry, in potem, da se pri Clevelandu poškoduje LeBron in morda še Irving ali pa Love, čeprav mislim, da pri Clevelandu že dovolj samo poškodba LeBrona. Recimo Irving v letošnji končnici nič posebnega, Love odlično igra v končnici, tako da je že en od teh dveh dovolj dober zraven LeBrona, ampak LeBron je precej bolj pomemben seveda pri Clevelandu, kot je recimo katerikoli igralec Golden Statea pomemben v njihovih vrstah. Ja, recimo zdaj, če potegneva malo usporednice, to, ko se rekel LeBron, da koliko je pomemben, recimo isto se je zdaj pokazalo pri San Antoniju, kako zelo pomemben je pri njih Kawhi Leonard, ne? Ker njega pač recimo ni bilo nikjer v nekih hudih debatah okoli MVP-ja lige, ampak za mene osebno je MVP tist, ki naredi svojo ekipo boljše, in Kawhi, zdaj ta njegova poškodba se je pokazala, da dejansko Kawhi dela
Spurse dosti boljšo ekipo, kot so. Pač ne govorim, da bi bili sposobni premagati Golden State, ampak sigurno 4-0 dvomim, da bi bilo. Že recimo prva tekma je pokazala to, da dejansko, ko je Kawhi igral res pač na nivoju, ne, so v bistvu Američani bi rekli, da so steamrollali Golden State, kar je bilo mogoče za vse mičkan presenečenje in potem tista poteza Pačulija, zdaj je bila namerna, ni bila namerna, to je zdaj stvar debate, ampak dejansko poškodba na koncu Kawhi je tisto tekmo prevesla nazaj na stran Golden State in tudi celotno serijo. Jaz se kar strinjam s tabo, Kawhi je tisti glavni igralec San Antonija, brez njega dvomim, da bi letos osvojili več kot 50 zmag. Mislim, da bi imeli tam nekaj več, zato ker je Popovič še vedno zagotovo najboljši trener lige, to, kar on počne. Se tudi v seriji pred finalom Zahoda, Houston proti San Antoniju, je San Antonio na gostovanju v Houstonu 6. tekmo brez Kawhija povsem povozil Houston. In to gre predvsem na račun Popoviča in ravno to je tisto, recimo, ko se vsako leto, ko se izbira, ko izbirajo v ligi NBA trenerja leta in najbolj koristnega igralca, se pravi MVP-ja posamične sezone. Jaz mislim, da bi lahko vsako sezono brez težav za najboljšega igralca izbrali LeBrona. LeBron je najboljši igralec v ligi, ne glede na to, kdo statistično morda da več košev, morda ujame več skokov, morda da več podaj. LeBron je z naskokom najboljši igralec lige. Tako bi lahko tako je tudi Greg Popovič vsako leto najboljši trener, ne glede na uspeh San Antonija, ki le malenkost varira, ne glede na to tiste sezone, ko imajo poškodovane 2-3 nosilce. Tudi zdaj v končnici pozabljamo, recimo ena posebna tema, o kateri bi lahko dosti spregovorila, vendar mislim, da je več ali manj samoumevna, zaradi tega ni potrebno izgubljati preveč besed, vendar poškodbe. Tudi v letošnji končnici seveda poškodbe krojijo rezultate in če sta recimo Golden State in Cleveland imata tokrat srečo zdravje in tudi Durant je po tisti poškodbi na zaključku sezone in potem je tudi v končnici v prvem krogu izpustil par tekem bolj preventivno, kot mislim, da je šlo bolj za preventivno zadevo, zaradi tega, ker proti Portlandu seveda niso niti potrebovali Duranta, so brez težav povozili Portland, Golden State je brez težav povozil Portland. Tudi brez Duranta in bi bilo nespametno in neumno, da bi riskirali kakšno morebitno dodatno poškodbo. Vendar, ja, dominacija obeh moštev je tako očitna, da pravzaprav tukaj ni nobenih dvomov, vendar pri Kawhiju, to sem želel povedati, pač Kawhi in pač pomembnost Popoviča kot trenerja je očitna bila seveda v tisti seriji, Popovič je še vedno najboljši trener. Kawhi pa je eden izmed 3 igralcev, ki bodo letos, ne vemo še kdo bo uradno MVP, vendar vemo že, da bo eden izmed 3 igralcev, ali James Harden, ali Russell Westbrook, ali Kawhi Leonard. Te 3 so namreč že, finalisti so že razglašeni. Predvidoma bo to seveda Westbrook, na nekaterih portalih so že zbrali podatke, namreč nekateri novinarji so v svojih člankih objavili že svoje izide glasovanja oziroma za koga so glasovali. Zaradi tega so pač na nekem portalu že zbrali predvidanja, so ugotovili, da je približno 60% glasovalcev glasovalo za Westbrooka in bi res bilo potrebno, vsi preostali glasovi bi morali recimo Hardena dati, ker mislim, da je jasno, da bo ali Harden ali Westbrook postal MVP, nažalost. Vendar, da ne bom že spet zapletel se v monolog. Tako kot je LeBron najboljši igralec lige, tako kot je Greg Popovič najboljši trener lige, tako bi si Kawhi Leonard letos zaslužil MVP. Zaradi uspeha v rednem delu sezone, seveda zaradi uspeha Spursov, ki so že spet bili drugo najboljše moštvo v ligi, redni del sezone so končali kot drugo najboljše moštvo. Zaradi tega, ker pač tudi zdaj v končnici je Kawhi igral odlično, je igral izjemno, resnično morda lahko bom jaz pogledal njegove številke. Blaž. Ja, pač dejansko za mene, mislim pa treba tudi vedeti, Kawhi Leonard, ne, on je za mene osebno je pač drugi najboljši two-way player v ligi, pač takoj za LeBronom, kar se pač mislim, da tudi oba strinjava, ker
mislim, da je celo Kawhi to, kar on prenese s Spursom, je pač nekaj, kar se ne da replicirati. Ker dejansko, da si ti sposoben, pač potem smo tudi že govorili, ampak da si ti sposoben, ne vem, dati 25 točk na tekmo, a ne, in zraven še ustaviti v obrambi najboljšega igralca nasprotne ekipe, pač to je nekaj posebenega. To zaradi tega, sploh glede na to, da se dejansko vedno bolj izoblikujejo posamezni profili igralcev, recimo eni so izjemno dobri v obrambi, pa slabši v napadu, eni izjemno dobri v napadu, pa slabši v obrambi, ne, so taki, ki so izjemno dobri v obrambi in v napadu, prava redkost. In zaradi tega je recimo zaradi tega si LeBron tudi zasluži vse pohvale, si zasluži pač ta naziv, ker namreč tudi v končnici vidimo njegov doprinos v obrambi, ne samo v napadu, vendar tudi njegovo pokrivanje, prevzemanje igralcev na pozicijah od 1 do 5 praktično in na vseh teh pozicijah pač lahko zaustavi ali nasprotnega centra ali prebija bloke in ujame nasprotnega in lovi nasprotnega branilca, nasprotnega organizatorja, je še vedno atletsko tako dominanten in zaradi tega je Kawhi, tako kot si rekel, Kawhi bi si po mojem mnenju, o tem bova več spregovorila, ko bova govorila o pač najbolj, ko bodo tudi uradno razglašeni nagrajenci. Danes bova govorila o All-NBA postavah, najboljših peterkah, naslednjič tudi malce več o ostalih nagradah, ko bodo te razglašene. Vendar Kawhi, kljub temu, da je pač eden izmed teh novinarcev, mislim, da je že jasno, da ne bo seveda na koncu razglašen za najbolj koristnega igralca, vendar ne zasluženo. On za razliko od Westbrooka in Hardena igra tudi v obrambi, gara v obrambi, zaustavi ogromno, ne samo, da tekme zmaguje z svojimi akcijami v napadu, vendar dejansko tekmo Spursi so ogromno tekem dobili zaradi stvari, ki jih je Kawhi naredil v obrambi. In celo na prvem mestu, včasih v obrambi, včasih v napadu, vendar njegov doprinos je na obeh straneh parketa ogromen. Zaradi tega seveda tudi ta poškodba sedaj Kawhija je tako, kot je tudi seveda zdaj poškodba Thomasa in to je še ena stvar, zaradi katere je seveda ta končnica dejansko tako dolgočasna oziroma zakaj je tako vse jasno, namreč že prej, tudi te poškodbe, v katerih pač nekaj so že omenila, sedaj poškodba najboljšega igralca Spursov, na drugi strani poškodba najboljšega igralca Bostona, tako da najboljša moštva v ligi, za katera smo vsi predvidevali in vedeli, da se bosta uvrstili v veliko finale, Golden State in Cleveland, imate še pomoč za poškodbami v nasprotnikov. Golden State že v prvem krogu, seveda, ko se je Nurkić poškodoval, je bilo jasno, da pod košem, potem je nenadoma Joel Embiid je postal zvezdnik končnice, dosegal tam po 16-17 točk brez grešenega meta, ker Portland ni imel nobene rešitve izpod koša. Tako da tudi pri Utah je imel pač težave s poškodbami v končnici, George Hill že v prvem krogu. Dolga tema, o kateri bi lahko veliko spregovorila, so seveda Clippersi in Utah, prvi krog, že spet pričakovani izpad Clippersov. Za Clipperse bi lahko kar cel podcast namenili. Celoten podcast posnela razočaranju, ki so Clippersi, o tem, kdo bo morda zapustil, velika trojica bo skorajda, jaz sem skorajda prepričan, da bo razpadla. Ali Jordan, ali Chris Paul, ali Blake Griffin, nekdo od te trojice bo zapustil, mislim, da je Blake Griffin tisti, za katerega je največ možnosti, da zapusti, ali pa ga bodo morda podaljšali z njim pogodbo, namreč Chris Paul in Blake Griffin sta oba prosta igralca, poleti bosta izkoristila klavzulo, ki jo jima daje na voljo njuna pogodba in bosta postala prosta igralca. Vendar v obeh primerih, sicer po vsej verjetnosti bodo Clippersi zadržali oba, potem bodo pa verjetno izpeljali sign and trade z Griffinom, da podpišejo pogodbo, namreč zaradi tega, da ga ne izgubijo zastonj. Predvsem zaradi tega mislim, da verjetno bodo ga še zadržali, vendar je potrebno nekaj narediti, nekaj spremeniti. Griffin tudi je dvomljiv igralec zaradi poškodb, vsako leto vedno več poškodb, vsako leto on je igralec, ki se zanaša na svoje atletske sposobnosti, še vedno ogromno, še vedno ni razvil kakšnega uporabnega meta daleč. Tudi zdi se, da sama kemija med glavnimi igralci ni v redu. Tudi verjetno J.J. Redick bo zapustil to moštvo, tako da na drugi strani Utah moštvo v vzponu, ki letos ni imelo sreče s poškodbami v končnici na zahodu in sicer se je uvrstilo v drugi krog, tako da je eno izmed teh moštev, ki vsako leto napreduje, dobesedno zadnja 4-5 let, vsako leto nekaj več zmag, letos končnica, naskok v drugi krog in je moštvo, ki
tudi jih poleti čaka nekaj zanimivih odločitev. Hayward je prosti igralec, George Hill je prosti igralec. Vendar o vsem tem bo seveda govorila še potem po koncu sezone, ko se začne prestopni rok. Tudi to je tema, ki seveda zanima ogromno poslušalcev in včasih je prestopni rok še bolj zanimiva tema kot same tekme. Vsaj kot letošnja končnica, glede na to, kako se odvija. Tako da ja, poškodba Kawhija je nažalost, tako kot si rekel, zdaj ne vemo, umazana poteza Pačulija ali ne, o tem bi lahko še veliko debatirali. Čeprav tako Popovič je rekel nekaj v stilu, tudi če storiš nenameren uboj, se pravi, če z avtom nekoga po nesreči zbiješ, ko preverjaš mobitel, greš v zapor, če nekoga do smrti zbiješ. In mislim, da je to neka metafora oziroma analogija, ki bi lahko delovala v tem primeru. Namreč ni važno, kakšen je bil namen Pačulije, ali je želel poškodovati Kawhija ali ne. To, kar je storil, je bilo nevarno. Vsakič, če ti greš za sprednjo nogo, če podstaviš sprednjo nogo pod noge nasprotnika, ni važno, seveda on ni gledal, kam bo podstavil nogo. Vendar, če postaviš pod, veš, da jih podstaviš, da igralec nasprotnik skače, in če jih ti postaviš nogo spodaj, veš, da obstaja možnost, da lahko na tvoji nogi pristane pač nasprotni igralec. To je prekršek ravno zaradi tega, ker je Bowen, bivši igralec Prsov, zaslovel s takimi umazanimi prekrški, zaradi tega seveda tudi Popovič namazan z vsemi žalbami, stari lisjak, seveda tukaj zagovarja in kritizira Pačulijo. Pred leti je pa seveda kar nekaj, nekateri bi trdili, da je celo naslove osvajal zaradi tega, ker je Chris Bowen poškodoval nasprotne igralce, ker je Chris Bowen poškodoval, nekateri celo trdijo, da je Bowen poškodoval Vincea Carterja in je bil odgovoren za skrajšanje kariere Vincea Carterja. Ja, sicer Bowna se jaz tako zelo dobro ne spomnim, ker ja, ne, sorry, ravno to sem gledal, ker sem rekel Chris Bowen, Bruce Bowen, sorry. Ravno to sem hotel popraviti, zaradi tega sem mogel poklikati, ker sem vedel, da sem narobno ime izgovoril. Bruce Bowen je bil namreč ta igralec, ki je slovel po umazanih potezah v obrambi, potem, da je nogo dostikrat podstavil v obrambi. Vendar ja, tukaj smo zdaj, veliko finale se bo začelo, pred finalom bova še finale se začne 1. julija, ne glede na to, 1. junija, pardon, ne glede na to, kdaj se boste končali obe seriji na vzhodu in zahodu, tako da nas morda čaka še nekaj prostih dni med obema pred začetkom velikega finala. Tako da pred tem bova seveda še spregovorila takrat nekaj besed o samem velikem finalu in takrat o tem več povedala, vendar to je to za končnico. Pač morda so celo preveč spregovorila, glede na to, kako dolgočasna in kako pričakovana končnica je letos bila, morda so celo preveč besed izgubila, ampak nič ne dejo, kratka pavza in nadaljujejo potem z All-NBA peterkami in s tem, zakaj je LeBron boljši od Jordana. Torej, zakaj je LeBron boljši od Jordana? Malce provociram. LeBron še ni boljši od Jordana. Vendar začnijo najprej, rekla sva, da moramo še par besed spregovoriti, Blaž, o najboljših peterkah NBA lige, peterke, ki so bile razglašene pred 2 dnevoma, ja, tako, in seveda tukaj se bo lahko potem navezala tudi na LeBrona in na to debato, s katero lahko malce spodbodeva morda kakšnega izmed naših poslušalcev. Vendar, ja, prva peterka, mislim, da več ali manj pričakovano. Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis, James Harden, Russell Westbrook. Druga peterka, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Stephen Curry, Isaiah Thomas. In pa tretja peterka, Jimmy Butler, Draymond Green, DeAndre Jordan, John Wall in DeMar DeRozan. Zdaj, najbolj se omenja kot potencialno in mislim, da kar se tiče prva stvar, seveda, ki je recimo
ki jo je potrebno upoštevati, ko govorimo o najboljših peterkah NBA lige, je ta, da je potrebno, medtem ko recimo za All-Star tekmovanje lahko razdeliš samo na zunanje igralce in notranje igralce in ni potrebno nujno glasovati za klasičnega centra, moraš pri idealnih peterkah na pozicijo številka 5 uvrstiti klasičnega centra. Torej ne moreš recimo dati Draymonda Greena na centra, ne moreš dati recimo kakšne igralce, ki recimo lahko pri All-Star tekmovanju, ki so igralci recimo, ki igrajo na krilu ali pa na štirki in jih potem pri All-Star tekmovanju včasih tudi uvrstijo pač kot igralce sprednje linije, notranje igralce. Tega pri idealnih peterkah, najboljših peterkah ne moreš storiti, vendar je potrebno uvrstiti centre, zaradi tega so tukaj recimo se pojavlja, ali je Anthony Davis si zaslužil uvrstitev v prvo peterko, ali si Rudy Gobert zaslužil uvrstitev v drugo peterko in DeAndre Jordan, ali je res DeAndre Jordan, ki je napadalno zelo limitiran v napadu, v obrambi odličen igralec in brez dvoma si zasluži seveda uvrstitev v najboljšo obrambno peterko in morda tudi, oziroma ne morda, vsekakor kandidira tudi letos za enega izmed obrambnega igralca. Vendar v napadu je to izjemno limitiran igralec, zaradi tega je vprašanje njegova obramba dovolj dobra. Podobno seveda potem tudi pri Rudyju Gobertu. Gre za igralca, ki je morda skupaj DeAndre Jordan, Rudy Gobert, Kawhi Leonard in Draymond Green so trenutno, vsaj zame, igralci, ki najbolj lahko vplivajo na obrambo posamičnega moštva. Oziroma največ spremenijo, najbolj ukrepijo, če njih dodaš v svoje moštvo, bo s tem tvoja obramba najbolj pridobila. Vendar, v napadu, predvsem seveda Rudy Gobert in DeAndre Jordan sta predvsem bolj izvitega. Zato je vprašanje, ali si zaslužita, vendar, ko govorimo o centrih, kdo bi bil recimo alternativa. Hassan Whiteside se omenja od Miamija, vendar zagotovo treba upoštevati tukaj tudi uspeh moštva, recimo Miami nažalost se je uvrstil v končnico, zaradi tega bi bilo težko. Dragić je bil recimo celo eden izmed redkih igralcev iz moštva, ki se ni uvrstil pred leti, ki se ni uvrstil v končnico, vendar je na koncu bil izbran v eno izmed najboljših peterk lige. To nam reči navada, vendar je tisto leto Phoenix osvojil 48 zmag, kar je bilo enako število zmag kot recimo takrat tretje moštvo na vzhodu. Šlo je za celo najmočnejšo oziroma eno izmed dveh najmočnejših let na zahodni konferenci in je bil seveda Phoenix vseeno osvojil dovolj zmag, da se je takrat lahko govorilo, zaradi tega mislim, da se letos ne bi moglo Hassanu Whitesideu. Claya Thompsona se morda omenja kot tistega, ki so ga spregledali, že spet. Število zmag moštva je eden izmed pomembnih standardov, ko govorimo o najboljših peterkah. Ja, se strinjam. Ja, pa recimo, kaj si lih omenil, tudi uspeh moštva, Anthony Davis je lih po uspehu moštva mogoče ne bi zaslužili prve peterke, ampak spet pridemo do tega, kdo je alternativa. Ker individualno je Anthony Davis spet imel fantastično sezono, mečkal mora še izdelati ta njegov met za 3 oziroma iz razdalje, ampak načeloma je imel fantastično sezono. Alternativa bi bil lahko DeMarcus Cousins, Boogie Cousins, ki se govori tudi, vendar njega je letos pač menjava med sezono. Vseeno, to je pomemben, vedno pač, ko govorimo, število zmag je pomembno, uspeh moštva je pomemben. Zdaj pri Anthonyju Davisu in Pelikanih seveda moštvo ni imelo pričakovanega uspeha, vendar je sedaj vprašanje, kdo je tukaj bolj kriv. Zdaj, da bi na koncu izostala oba igralca, in Anthony Davis in DeMarcus Cousins izmed vseh najboljših peterk, da jo ne uvrstiš v nobeno izmed 3 najboljših peterk, bi bilo morda malce nefair, ker vendar gre za individualno tako nadarjena in tako dobra igralca, da bi si zaslužila, po drugi strani pa že spet ne moreš oba uvrstiti v idealne peterke, ker to je pa rezervirano le za najbolj uspešna moštva in je pravzaprav Golden State edino moštvo, ki ima 3 igralce v idealnih peterkah. Nobeno izmed preostalih moštev nima več kot enega igralca. Tudi Cleveland ima samo LeBrona. Letos recimo
Irving in Love nista bila uvrščena v eno izmed idealnih peterk. Tako da kljub temu, da seveda je šlo za... Sta bila dobre sezone, ne pa. Ja, no, relativno dobre sezone, ampak tudi že spet ekipa ni bila tako, ekipa slaba, je na ne. koncu, je bila, na koncu je ravno No, to, na Cleveland koncu, je na ja. koncu sezone povsem popustil, vendar ravno to je problem z temi NBA nagradami, namreč podeljujejo se samo za redni del sezone. Zaradi tega, ko govorimo o teh nagradah, lahko govorimo le o rednem delu sezone in lahko le upoštevamo to igro, ker že spet, seveda, čim damo upoštev končnico, je debata končana. Najboljši igralec je LeBron James, Westbrook in Harden ne bi bila niti blizu, niti prvi peterki, kaj šele kakšnemu potencialnemu nazivu najbolj koristnega igralca. Vendar uvrstitev v prvo peterko sta si zaslužila. Tukaj recimo za branilce sta rezervirana dva položaja in dobila sta jih Russell Westbrook in James Harden v prvi peterki. In tukaj kaj dosti debate ne moremo imeti. Tako pač je. Imela sta daleč najbolj uspešni individualni sezoni, Russell Westbrook povprečen trojnega dvojčka in že spet Kawhi Leonard, ki je bil tudi uvrščen v prvo peterko, igral obrambo, igral je na obeh straneh parketa, James Harden in Russell Westbrook ne igrata obrambe. One dva se ali v obrambi hranita za igro v napadu, kar počneta obramba, ali pa recimo včasih gre čisto samo za stvar površnosti, včasih za pomanjkanje energije, pomanjkanje prizadevanja, pomanjkanje želje, volje. Predvsem v končnici smo to videli, seveda pri Westbrooku, še bolj očitno pa potem na koncu pri Harden ta zaključek proti San Antoniju, kako klavrno se končala njegova sezona, ne glede na vse uspehe, ne glede na to, da bo na koncu ali proglašen za najbolj koristnega igralca ali pa bo drugi v glasovanju za najbolj koristnega igralca, je Kawhi Leonard tudi v končnici pred poškodbo, tako kot si ti omenil že seveda prej. San Antonio je vodil. Morda, jaz še vedno mislim, da tudi če bi bil Kawhi zdrav, bi še vedno na koncu prevladal Golden State. Z temi štirimi igralci so le tako močni, imajo le toliko opcij v napadu, da preprosto San Antonio ne bi našel odgovor. Lahko bi morda zmagal 2 tekmi, morda bi lahko izsilil celo 7. tekmo, vendar 7. tekma potem doma v Golden Stateu mislim, da brez dvoma bi na koncu slavil. V najboljšem primeru za San Antonio bi po 7 tekmah tudi zdravim Kawhijem slavil. Vendar pokazalo se je to, kar sem že govoril, kako pomemben je Kawhi za moštvo, za San Antonio. Že med rednim delom sezone, namreč LaMarcus je vendarle, Aldridge je vendarle potrdil, je pokazal, da po eni strani so Spursi samo igro bolj prilagodili Kawhiju in je Kawhi predviden kot tista prva opcija v napadu. Po drugi strani pa tudi Aldridge ni pokazal dovolj, da bi si morda zaslužil tisto centralno mesto v napadu oziroma da bi postal prva opcija v napadu, da bi se napad vrtel okoli njega, napad Spursov. Preprosto je Kawhi precej bolj raznovrsten, boljši igralec, boljši podajalec, boljši strelec, boljši v prodor, boljši v vseh pogledih igre v napadu. Ne moreš Aldridgea seveda dati. In mislim, kar želim povedati, je, da pač Kawhi je potrdil, Aldridge je nazadoval, ni se dobro znašel letos v tej vlogi, morda se lahko obeta tudi kakšna potencialna menjava, čeprav to malo verjamem, ni to ravno modus operandi Spursov, vendar v vsakem primeru Aldridge je prikazal manj od pričakovanega. In zaradi tega je Kawhi Leonard edini igralec, ki si tudi zaslužil vrstitev v eno izmed 3 idealnih peterk, ko so govorila. In če drug si pri Spursih ne zasluži. Tudi pri Cavaliersih. Ali je recimo Love pokazal več od Draymonda Greena ali Giannisa Antetokounmpa? Mislim, da ne. Mislim, da tega ne moremo trditi. Zaradi tega isto ne moremo trditi, da je recimo Irving pokazal več v rednem delu sezone od Hardena, Westbrooka, Curryja, Isaiah Thomasa, Johna Walla ali DeRozana. John Wall je igralec, ki je po mojem mnenju še vedno 3. peterka, letos še vedno podcenjen. Jaz bi ga dal v 2. peterko namesto Isaiah Thomasa, predvsem že spet zaradi obrambe. Isaiah Thomas odlična sezona v napadu, zaslužil si je uvrstitev v idealno peterko, vendar po mojem mnenju v 3. Po mojem mnenju je John Wall bil bolj pomemben za uspeh Washingtona
kot Isaiah za uspeh Bostona. Predvsem zato, ker je John Wall bil bolj pomemben na obeh straneh parketa. In John Wall, kljub temu, da letos moram priznati, da je malce popustil v obrambi, je bil zagotovo igralec, elitni igralec, ki bi ga lahko označili z oznako elitni obrambni igralec, se pravi tisti najvišji razred igralca v obrambi, vendar je letos malce popustil, vendar na drugi strani je Isaiah Thomas tako slab obrambni igralec, tako velika luknja v obrambi Bostona je na koncu, recimo, mislim, če imaš ti igralca, ki ga moraš na koncu v izenačenih tekmah po hokejsko rotirati oziroma delati tiste hokejske rotacije oziroma rokometne rotacije, ne hokejske, rokometne obrambne rotacije, obramba, napad, in ga iz igre potegniti v obrambi in potem v igro že spet dati v napadu. Če imaš ti takega igralca v postavi, mislim, da to avtomatično na nek način diskvalificira takega igralca, recimo, da bi ga dal med 10 najboljših igralcev v ligi. Je to prevelika pomanjkljivost. Čeprav bi lahko zdaj to tudi za Hardena in Westbrooka trdil, vendar v teh trenutkih vseeno Harden in Westbrook sta dovolj močna, dovolj velika. Problem pri Isaiah Thomasu je namreč ni samo, ravno to je morda še bolj frustrirajoče pri Hardenu in Westbrooku, da bi lahko igrala precej boljšo obrambo. Zagotovo tak fizičen frik, tak fizičen, fizikalni fenomen, atlet, kot je Westbrook, bi brez problema lahko igral precej boljšo obrambo. Vendar seveda bi to pomenilo, da bi moral malce bolj kolektivno igrati v napadu, kar bi bilo po mnenju mnogih spremljevalcev precej boljše za ekipo. Če ti vključiš soigralce v ekipo, ne pa igraš samo neko individualno košarko. Westbrook recimo letos ni igral košarke, ni igral basketbola. Westbrook je igral Westbrook ball. On je igral neko svojo igro, pri kateri so bili ostali igralci na parketu večinoma samo statisti, ki so pač mu postavljali bloke, delali prostor za njegove prodore. In dobivali drobtinice. Tako, in igral je tako igro, vsako tekmo je igral tako igro, skoraj da po pravilu, v rednem delu sezone in v končnici 3/4 na polno, dosegal trojne dvojčke že v 3/4, potem pa v zadnji četrtini meti 2 od 8, 3 od 10, 1 od 10, 1 od 11, skupaj z 1-2 podajama, mogoče 1-2 skokoma. Zakaj? Ker nima več energije, preprosto zaradi tega, ker je ves čas divjal. Ampak ja, tukaj ne moremo reči, recimo, da sta si Steph Curry ali Isaiah Thomas, ki sta drugo peterko še, da bi si zaslužila uvrstitev v prvo peterko. Čeprav, že spet, ja, Stepha Curryja, zakaj ne? Steph Curry vseeno več pokaže v obrambi. Recimo, če bi Westbrook igral resno obrambo in Steph Curry igral resno obrambo, seveda posem jasno, da bi Westbrook precej boljši obrambni igralec. Tukaj ni nobenega dvoma, vendar Steph Curry vsaj igra obrambo, vsaj trudi se v obrambi. Westbrook letos dobesedno morda ne samo na desetine, vendar lahko rečemo, da celo na stotine, vendar 100 in še več recimo insertov lahko iz letošnje sezone izločimo, kjer je on preprosto nehal igrati v obrambi. Ni pokril igralca, ki bi ga mogel pokriti na trojki, ki je ostal sam v rotaciji pri prevzemanju, preprosto ga je pustil in se postavil pod obroč, da je ujel skok. To je na vsaki tekmi naredil celo večkrat, bi si lahko trdili. In to je recimo ena stvar, ki vsaj, ko jo jaz vidim, nekako pade, ne vem, nekako izgubi precej na vrednosti igralec. Recimo, ker vidim igralce, ki se trudijo v obrambi, ki igrajo razlika in tudi zaradi tega recimo pri Isaiah Thomasu mu ne morem toliko zameriti njegove slabe obrambe, ker se vseeno vsaj občasno se poskuša potruditi, poskuša pokriti, recimo zdajle v končnici je šel na tej tekmi, ko se je poškodoval, zdajle zadnji tekmi, je poskušal pokriti LeBrona, je šel na prevzemanje in ga je poskušal, na koncu je seveda ostala fotka, ki smo jo tudi na naši strani, ki izgleda prav komično, Isaiah Thomas tam nekje z glavo
do mednožja Lebrona nespoštljivo nekako skočil, Lebron dobesedno s celotnim pasom, ga tako po glavi v zraku treplja, kao mali, prosim te, kaj sploh misliš, mislim, a ti to resno, nekaj v tem stilu, ga Lebron nespoštljivo gleda, ampak hočem reči, recimo pri Westbrooku ali Hardenu nikoli ne bi videl take fotke, zdaj, ker preprosto ne bi niti poskušala. Rotirati ali pa. Zdaj tega vsaj to lahko požeš, ampak ja, preprosto ne more, visok je 172 cm. In to je morda tudi ta tragedija, da mislim, da zaradi tega se lahko zgodi, da bo prišlo do trada Thomasa, čeprav letos izjemno malo verjetno, ker je postal pač ljubljenec publike v Bostonu, velik ljubljenec publike in bi bila verjetno občinstvo in publika, navijači Bostona zelo jezni bi bili, če bi ga zamenjali, vendar sedaj s tem draft pikom, ne samo to sezono, tudi naslednjo sezono imajo Brooklynov pik, tudi naslednjo sezono bodo lahko na draftu so sami na vrhu med najboljšimi, sami več ali manj organizatorji in lahko se zgodi vsaj letos in lahko se zgodi, da bo prišlo do menjave, čeprav se lahko zgodi, da bodo tudi ta draft pik zamenjali. Boston ima vsekakor, ja, o tem bomo tudi še govorila o pač, ko bo konec sezone in ko bo prišlo do menjav. Vendar položaj Isaiah Thomasa zaradi pač seveda teh njegovih pomanjkljivosti v obrambi na eni strani in te njegove višine še vedno ni tako zagotov, predvsem zaradi tega, ker seveda ne more biti prva opcija potencialne šampionske ekipe. Lahko je druga, tretja morda, ne more pa biti prva. Medtem ko Steph Curry je pa že bil prva opcija šampionske ekipe in zaradi tega morda Steph Curry prvo moštvo. Klay Thompson je preprosto tisti odd man out, tisti igralec pri Golden Stateu. 4 igralce zagotovo ne bi mogli, tudi njegova statistika v rednem delu sezone je bila nekaj slabša, sedaj v končnici je najslabši igralec v te velike četverice, vendar to je ta bogatstvo Golden Statea, ki ima na razpolago 4 igralce, ki so pravzaprav vsi, za katere bi lahko trdili, da so vsi, ima 4 top 15 igralcev v ligi, nobeno moštvo v zgodovini, lahko bi to argumentirano trdili, da nobeno moštvo v zgodovini še ni imelo v svoji postavi 4 tako dobre igralce. Ja, in tako močen kot je Golden State, ampak o tem več v končnici, morda samo še kratka pauza in par besed o tem, kar napovedujeva že dalj časa. LeBron proti Jamesu. Jordanu mislim. LeBron proti Jamesu. LeBron nima nobene konkurence. Edina konkurenca LeBrona je James. Edina konkurenca LeBrona je James LeBron. Seveda se šalim, lapsus linguae, seveda proti Jordanu, proti nesmrtnemu Jordanu, vendar nekaj besed o tem, kratka pauzica in ostanite z nami. Tako Blaž za konca pa rekla, da morava še par besed spregovoriti o LeBronu Jamesu, o igrah, ki jih kaže v tej končnici. Ko že spet igra preprosto na nekem svojem nivoju, ne moremo reči, da katerikoli drug igralec igra tako dobro v končnici kot LeBron pri tej starosti. Zaradi tega se počasi začenja že spet odpirati tista debata, ki nekatere zelo razjezi. Namreč predvsem ena stvar, ki sem jo jaz opazil, o tem sva že govorila, sem jaz opazil predvsem med slovenskimi ljubitelji košarke na Twitterju, recimo komentarji na našem Facebooku, na spletni strani, tudi komentarji na kakšnih drugih forumih. Vsaj, ko jih jaz pogledam, se mi zdi, da je LeBron, vsaj med slovenskimi ljubitelji košarke, zelo podcenjen. Oziroma, preveč se ga daje v ta morda koš Shaquilla O'Neala, kjer se preveč njegovega uspeha pripisuje samo neki fizični dominanci in premalo upošteva vse druge aspekte njegove igre. Predvsem se zdi, da če kdo slučajno odpre debato LeBron proti, konstantno imam ta lapsus linguae, se mi jezik zapleta, ravno zaradi tega, ker LeBron igra tako dobro v končnici, da lahko, to kar sem želel povedati, da lahko počasi začenjamo, vsaj jaz tako menim, počasi začenjamo spet odpirati debato, ali lahko, LeBron je že sam povedal, jaz lovim duhove.
Jaz v svoji karieri lovim duhove. Kljub temu, da v nekaterih intervjujih pove, da mu je že izjavil, da mu ni treba nič več dokazovati, da je vse dokazal, osvojil vse, kar se da osvojiti, večkrat osvojil vse, kar se da osvojiti. Vendar po drugi strani pa v nekaterih drugih intervjujih, pogovorih, neformalnih pogovorih s prijatelji, ki potem govorijo naprej, vendarle povedal že večkrat tisto, lovim duhove. On lovi Jordana, LeBron je prišel v ligo kot igralec, ki je v svoji karieri želel iz prestola najboljšega igralca v zgodovini košarke na prestolu najboljšega igralca v zgodovini košarke nadomestiti Michaela Jordana. In jaz mislim, to je zdaj to, kar sva rekla, da morava par besed spregovoriti, jaz mislim, da je to debata, ki jo morda lahko počasi začenjamo že spet odpirati. Seveda, da me ne bo nekdo narobe razumel. LeBron ni niti blizu še temu, kar je dosegel Michael Jordan. Ampak, če gledamo, koliko je LeBron star in kaj sta oba dosegla do njune starosti, na kakšnem nivoju igra LeBron, da nič ne kaže, da se bo fizično zaustavil, nikoli poškodovan, v nobeni končnici, do zdaj nima še nobenih večjih težav. Edino, kar se z leti tudi v rednem delu sezone, nobenih resnih poškodb, edino, kar vedno bolj postaja očitno z leti, je, da si vzame med rednim delom sezone nekaj počitka, kakšno tekmo izpusti, vendar ne zaradi poškodb, zaradi tega, da je potem svež na teh back-to-back tekmah, se pravi 2 tekmah v 2 večerih, v NBA igrajo tudi 3 tekme v 4 večerih ali pa 4 tekme v 5 večerih, kar je seveda peklenski ritem in na takih tekmah seveda LeBron občasno počiva, vendar to sem želel reči. Če pogledamo do starosti 31 let, kaj sta dosegla LeBron in Jordan. Lahko naredimo primerjavo, ki kaže neko določeno sliko, pri kateri seveda ta debata, namreč jaz zdaj tako pogojujem vse, ker za nekatere je to debata, ki jo sploh ne želijo načeti, za katere mislijo, da je to debata, če jo načneš, potem nimaš pojma o košarki. Vendar, kar sem želel povedati, do 31. leta starosti LeBron je bil 3-krat prvak lige NBA, prav tako kot Jordan 3-krat prvak lige NBA. LeBron je bil do 31. leta 4-krat najbolj koristen igralec lige, Michael Jordan je bil 3-krat najbolj koristen igralec lige do 31. leta starosti. LeBron odigral 13 sezon, Jordan 9 sezon in LeBron je do 31. leta igral že v 7 finalih, na drugi strani Jordan v 3 finalih. In ta njun vrhunec, sama igra v finalih, je starostno precej usklajena. Torej, ob koncu 20-ih, začetku 30-ih je Michael Jordan začel svoj šampionski pohod, medtem ko ga je LeBron začel malce prej, vendar seveda izgubil nekaj final. Vedno je argument, zdaj Blaž, ti praviš, da Jordan, da nikakor ni nobenih možnosti, da bi LeBron nadomestil Jordana in seveda ta argument, ki si ga že uporabil, je 6 finalih je igral, 6-krat je bil najbolj koristen igralec finala, 6-krat je osvojil naslov prvaka. Ja, točno tako, pa jaz bom tudi rekel, to je sicer zelo subjektivno mnenje, ampak za mene je Jordan še vedno bolj eleganten košarkar, kot pa je LeBron. LeBron res kapa dol, njegov košarkarski IQ je pač brez primere, ampak to, kar je za mene še vedno boljš pri Jordanu, je ta eleganca. Eleganca v igri, ko enostavno vse zgleda kot neko poigravanje. Recimo, kakšno analogijo bi lahko potegnil z nogometom in Ronaldinhom, ko je dejansko pač se igral na igrišču in to je tisto, kar je pri meni pri Jordanu tisto, kar ga dela božga, ko je dejansko v bistvu street basketball pripeljal v profesionalno košarko, medtem ko je pri LeBronu vse skupaj pač dejansko tehnično na vrhunskem nivoju, tehnično vse dovršeno, ampak vse bom rekel, pač govorimo na rekvajih tako robotsko. Ja, ti govoriš o ti se dodajaš tisto poetično dimenzijo košarkarskih romantikov, ki seveda iz tega estetskega vidika primerjajo igri obeh igralcev. In morda, ja, lahko je to morda ena debata, ki jo lahko načneva, ampak morda debata, ki ni toliko relevantna samo, ker ne govorimo zdaj o tem, kdo je imel lepšo igro, kdo je lepše igral. Ampak kdo je bil boljši, kdo je bil bolj učinkovit, kdo je zmagoval. In tukaj seveda vedno želim poudariti, Jordan je še vedno
zaključku kariere še vedno brez konkurence. Ampak zakaj jaz mislim, da bi lahko to debato, če pustimo na strani zdaj čista estetski vidik, zakaj bi lahko to debato načeli? Namreč ravno to, kar sem povedal, do 31. leta in LeBron ne kaže nobenih znakov staranja še. In če bo LeBron nadaljeval v taki... LeBron zato, da bi lahko morda to debato načeli, nekateri bodo trdili, da nikoli ne more prehiteti Michaela Jordana, preprosto zaradi tega, ker je Michael Jordan bil 6 od 6. V 6 finalih je igral, 6-krat je osvojil naslov prvaka. Tega LeBron nikoli ne bo dosegel. In tisti poraz proti Dallasu bo vedno neka črna pika v njegovi karieri, zaradi katere ga nekateri že avtomatično diskvalificirajo. Vendar, če bo LeBron nadaljeval v tem slogu, če bo dosegel, recimo, če bo na koncu osvojil 6 naslovov, če bo osvojil 7 naslovov, prva stvar je, da mora letos osvojiti ta naslov. Če bo osvojil še letos naslov, bomo lahko argumentirano trdili, da je v karieri premagal dvakrat boljše moštvo kot katerokoli drugo moštvo, ki ga je Jordan premagal v finalu. To lahko že preprosto iz tega aspekta, da so lani Golden State je podaril rekord Bullsov po številu zmag v rednem delu sezone in so, ne samo, če govorimo tako v stilu slogu igre, vendar tudi same številke pričajo o tem, da je Golden State lani bil najboljše moštvo, imel najboljšo redno sezono v zgodovini košarke in na drugi strani letos se je pa še okrepil. Sicer so malce bolj pametno odigrali redni del sezone, tudi malce spočili igralce, nosilce na nekaterih tekmah, kar lani niso počeli, zaradi tega izgubili kakšno tekmo več. Vendar gre še za boljše moštvo. In če LeBron letos premaga še enkrat Golden State, potem je to še en argument v LeBronov lonček. Predvsem mora osvojiti še vsaj 3 naslove, vsaj 4 naslove. Potem bo imel več nastopov v finalu, potem bo moral osvojiti tudi še kakšne nazive najbolj koristnega igralca finala, morda tudi kakšen naziv najbolj koristnega igralca rednega dela sezone, kar LeBrona ne zanima več v zadnjem obdobju. Zdi se, da to ni več njegova prioriteta. Ne zdi se. Dejstvo je, da to v rednem delu sezone ni njegova prioriteta, tudi zaradi tega recimo počiva posamične tekme. Kar je ena stvar, ki jo recimo te, ki glasujejo za najbolj koristnega igralca lige, tudi gledajo. Namreč Harden in Westbrook sta dva igralca, ki recimo nista počivala med rednim delom sezone. Ampak seveda je dosti več argumentov na strani LeBrona. In zato jaz mislim, da to je ena debata, ne bi seveda malce sem provociral prej, kdo je boljši in to, seveda je ta debata trenutno niti ni še debata. Vendar, kar želim jaz povedati, je samo to, da lahko to zopet postane debata, da to lahko zopet postane neka stvar, o kateri bomo govorili. Mislim, da LeBron ne bo nikoli dosegel vrhunca Michaela Jordana. Tudi če gledamo vse te napredne številke, to napredno statistiko, ki v časih Jordanovi časih ni bila tako v sprednjem planu, kot je zdaj, ko lahko gledamo kakšne napredne številke. Vendar, če gledamo potem za nazaj, ko so izračunali razne te indekse in to, tudi vsi ti indeksi pričajo, in podobni indeksi pričajo o tem, da je tisti vrhunec Jordana, na vrhuncu bil Jordan boljši, kot je bil LeBron na tistem najvišjem vrhuncu. Ampak ravno to, jaz mislim, ravno to, da morda letos LeBron igra celo najboljšo končnico do sedaj v karieri. Povsem možno je, njegove igre v letošnji končnici so, če niso najboljše, so pa povsem na nivoju najboljših iger, ki jih je kazal do zdaj. In zaradi tega je seveda vprašanje, ali lahko ta nivo še nekaj časa zadrži, ali pa bo začel padati. Vendar starosti, in ravno to je tisti ta glavni argument, s kateri sem tudi začel, do te starosti, ki jo imate sedaj, sta bila oba, čeprav seveda ti si rekel, Jordan se je upokojil. Ja, Jordan se je potem upokojil, pa se je vrnil nazaj, tista 2-letna pauza, tako da lahko bi se zelo hitro znalo zgoditi, recimo, če bi Jordan še tiste 2 sezoni ostal, da bi imel 8 zaporednih naslovov, kar bi bilo pa neka neverjetna cifra. Tako, to je zagotovo argument, ki je na mestu. Zagotovo bi se lahko zgodilo, da bi Jordan osvojil 8 zaporednih naslovov, če ne bi prišlo do te upokojitve. In potem mislim, da bi bil dejansko
nedosegljiv. Ampak na drugi strani pa recimo čez nekaj tekem bo LeBron prehitel Jordana po številu točk, absolutnih točk na večni lestvici strelcev v končnici. In LeBron je šele 32 star. Torej bo ne samo ga prehitel, vendar ga bo predvidoma v naslednjih letih bo to razliko med Jordanom in njim povečal še do neverjetnih nivojev. In na koncu bo seveda Jordan tudi verjetno končal LeBron verjetno končal na drugem mestu na večni lestvici strelcev v rednem delu sezone. In problem, oziroma ne problem, vendar stvar, ki jo je pa treba omeniti, da doseganje točk sploh ni tista najboljša lastnost LeBronove igre. Namreč LeBron je precej boljši playmaker, je precej boljši podajalec, morda celo boljši obrambni igralec kot ta čisti skorer, kot igralec, ki dosega točke. In ravno to je tisto, recimo, kar je v LeBronovi igri podcenjeno in kar mislim, da nekateri mu ne dajejo dovolj kredita, ne priznavajo dovolj koristi, namreč v teh drugih aspektih igre, kot je razigravanje ekipe. Preprosto o tem sem že govoril, zato da se ne bova ponavljala, vendar če kdorkoli spremlja njegovo igro v končnici in gleda, kako kontrolira potek igre, kako preprosto tisto, če uporabimo izraz, drži vse niti igre v rokah, dobesedno drži vse niti igre v rokah, igra samozavestjo, z Jordanovsko samozavestjo. Igre, ki jih sedaj kažemo, dominanca, ki je sedaj kaže v končnici. Ja, to, kar LeBron počne v končnici, je tisto, kar smo lahko pred 20 leti, 15 leti, 20 leti spremljali. Ja, seveda, 20 in več let. Pred 20 in več leti spremljali Jordana, ki je takrat v končnici počel to, kar zdaj počne LeBron v končnici. Kazal tako dominanco in take igre. In vse, kar želim jaz reči, da ne bova pač zgubila časa in počasi zdaj zaključila podcast, ker je že toliko ura, je, da to je debata, ki ni še povsem zaključena. Ni povsem zaključena, morda se je zdelo, da je bila že zaključena, vendar glede na igre, glede na to, kar zdaj kaže LeBron, lahko rečemo, da je LeBron sam s svojimi igrami to debato morda ponovno odprl. Jaz bi mogoče za konec samo še dodal, da dejansko res bomo mogli počakati na zaključek, pač ko bo zaključil kariero LeBron James. In mogoče lih ne bomo mi tisti, ki bomo na koncu odločali o tem, a je, bom rekel, zdajšnji ljubitelji košarke, ker recimo smo gledali Jordana, smo gledali LeBrona, ne. Mogoče ne bomo mi tisti, ki bomo odločili, kjer je najboljši. Lahko se bo čisto zgodilo, da čez nekaj časa v zgodovini, ko bojo gledali za nazaj, bojo rekli, LeBron je bil boljši kot Jordan, oziroma pač rekli, Jordan je bil boljši kot LeBron. Tako, kratka pavza in se samo še posloviva od poslušalcev. Tako, Blaž, mislim, da je čas, da se kar posloviva od naših poslušalcev, namreč čez nekaj minut se začenja srečanje med Realom in CSKA-jem za 3. mesto Evrolige. Oba želiva pogledati tudi, kako bo Dončić odrezal po nekaj slabši tekmi, slabši predstavi v polfinalu Evrolige, vendar o tem več v katerem od prihodnjih podcastov, ko bova pod drobnogled vzela tudi celotno sezono Dončića in na to poleti seveda delala tudi vodič k Evropskemu prvenstvu, spremljala našo reprezentanco, posnela tudi kakšne podcaste o nogometni reprezentanci, vsekakor bo najino ponudbo podcastov razširila, morda se nama bo kdo pridružil še kot avtor podcasta, vendar o tem seveda več v prihodnosti. Tokrat je bilo to, Blaž, kje naj jo lahko dosežejo, morda še? Ja, lahko naj jo najdete na NBA Slovenija, na Facebooku, potem sportinfo.si, spletna stran, in pa seveda na Twitterju sportinfo.si. Vedno odgovarjava, vesela sva, ko nam pišete, tako da ne biti sramežljivi, kar rada debatirava z fani športa na splošno. To je bilo to z moje strani, mislim, da tudi s tvoje, Matej, ne? Tako, Blaž, greva se zaključiti podcast in pogledati, kako se bo Dončić odrezal. Adijo. Živijo.
Hold up.